Pozdravljeni, čas je za nogomet, sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 30. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici bodo Domžalčani gostili Radomljane, gre seveda za občinski derbi, ki pa je za nameček seveda zelo pomemben. En in drugi se borijo za obstanek, sploh Domžalčani so v slabem položaju, kajti v tekmo se bodo podali z zadnjega mesta, ampak vemo, kaj je prišlo v tradicijo v zadnjem času, kdor krene v obračun kot zadnji, običajno preseneti. Nik Perc pa do žoge, Mamić ga spremlja. Perc, Krupič v kazenski prostor, dobra podaja in mimo leve vratnice svignila žoga. Je pa bil Darjan Slavic seveda zelo zadovoljen po zadnji preizkušnji, ko je njegova četa ugnala varovance Jožefa Božika. Še ena podaja pred vrata, Strajnar znova do skoka. Mark Strajnar je najnevarnejši nogometaš na tem obračunu doslej. Žoge Gal Krančič, Tomalen Tolić, Hrvatin. Rene Hrvatin na Šturma, Šturm je seveda hiter, prišel bo do žoge Šturm in ni zadetka. Še tretjo veliko priložnost so zapravili varovanci Dejana Dončića. To bo verjetno rumeni karton za Koruna ob naslednji prekinitvi. Šturm pa dirja naprej, Strajnarja ima na desni, Mark Strajnar, Strajnar do strela. To da brani samo Pridgar. Dobrovoljc. No, zdaj je lepa akcija skozi sredino. Ni pa prekrška nad Mosesom. Daniel Šturm dirja naprej, na levi se mu odkriva Perc. No, zdaj je Perc prišel do žoge. Nik Perc. Bori se Šturm. Krupič v priložnost za Krančiča, Gal Krančič, žoga je v mreži in gol. Gol za Domžale, nobene nepravilnosti niso opazili sodniki. Krančič do drugega gola v tej sezoni. Alen Borošak čaka na poziv. Tu je seveda jasno, da glavni delivec pravice ne bo stekel do monitorja, ali bo gol veljal, ali pa bo to prosti strel za Radomljane. Darjan Slavic čaka seveda na odrešitev izvora. Očitno je bilo zelo tesno. Iznajdljiva podaja Edvina Krupiča sicer, krasno je poiskal Krančiča, no in potem še boljše preigravanje 19-letnega nogometaša. Ampak kot se je zdelo že na podlagi prvega posnetka, prepovedan položaj. Mamić v zvezni vrsti Moses Gordič in Pogačar, v napadu Martinčič, Davidovič in Kukovec, Andrej Pogačar pa zdaj pri žogi. Vukasovič v kazenski prostor, Kukovec, še prišel do žoge Nino Kukovec, ampak Domžalčani so se obranili. Lorbar. Marcel Lorbar se je že takoj podal v prodor na sredini igrišča, Šturm pa zdaj v nevarni situaciji, dobra podaja, ojoj, kakšna priložnost za Domžalčane, da bi prišli zdaj do vodilnega zadetka. Domžalčani na dobri poti, da bi še na tretji zaporedni tekmi ohranili nedotaknjeno mrežo. Radomljanom pa bi lahko to uspelo prvič po 4 neuspešnih poizkusih. Vokić, Gordič, Đorđe Gordič za Mamića, Matej Mamić, tole zanimivo, Davidovič, Vučenović, Vokić čaka na žogo, Davidović se bori, kaos pred vrati Domžal, Dejan Vokić je gol! Dejan Vokić, 79. minuta, Radomljani do zelo pomembnega gola. In zdaj imajo na virtualni lestvici 9 točk prednosti, tako pred Lendavčani kot tudi pred Domžalčani. Dejan Vokić se je dobro odzval po tem super kaosu v domžalskem 16-metrskem prostoru in po dolgem času je zdaj Ljubljančan prišel do gola v prvi ligi. Sicer skupno njegov 4. zadetek v tem tekmovanju, prvi seveda v letošnji sezoni. Če bo obveljal, kajti položaj Vučenovića je najmanj sumljiv. Vokić je premagal Roka Vodiška. Ta zaključek sicer ne spada pod rubriko neubranljivo. Davidovič, Barnabas,
Vokić. Zdi se, da glede na okoliščine zelo dobro nadzira vse skupaj v teh trenutkih varovanci Darjana Slavica. Nekako še nismo dočekali reakcije Domžalčanov. Uroš Korun, zdaj naprej Malenšek, Matej Malenšek, Vodišek brani, Vokić in gol! Game over ob Kamniški Bistrici, Dejan Vokić. 85. minuta, Radomljani bodo očitno obstali med elito. Zlati džoker v rokavu Darjana Slavica, Dejan Vokić, 28-letni Ljubljančan, zdaj preganja strahove v Radomljah, potem da Mlinari ne bi bili del elitne druščine tudi v prihodnji sezoni. Malenšek se je boril, dobro sprožil, Vodišek pa je žogo odbil točno na nogo Dejana Vokića, ki je prst torej imel na sprožilcu, in če do današnjega dne ni v tej sezoni dosegel nobenega gola, da bodo lahko zadihali povsem mirno. 9 točk za zadnjih 6 krogov pa bi res moralo biti dovolj. No, tole zdaj zanimivo gol! Gol za Domžale, ki se vračajo. 92. minuta, Burić do drugega gola v tej sezoni. Žarek upanja je posijal v deževne Domžale. Burić je ohranil mirne živce ob soočenju z vratarjem Pridgarjem in morda lahko računamo še na kakšen nalet rumene družine prepovedanega položaja. Tu ni bilo Vukasović, ki je najbolj entuzijastično signaliziral prepovedan položaj. Tu Burića držal v igri. Tudi nekaj sreče za Domžalčane, da je žoga na takšen način prišla do Burića. Dejan Dončić, danes je dolgo nekako dišalo po točki, potem pa je po več kot 300 minutah klonila vaša obramba. Na koncu boste verjetno najbolj obžalovali predvsem zapravljene priložnosti v prvem polčasu. Jaz se strinjam, prvi polčas smo res dobro igrali, dobro smo stali, imeli smo res par priložnosti, 4-5, kjer bi mogli povedati. Dobesedno tudi en gol nam je bil poništen. Tako da drugi polčas, mogoče v začetku drugega polčasa smo mogoče malo slabšli, Radomlje so imele posebej žogo, vendar smo nekako imeli neko kontrolo, pri rezultatu nič proti nič smo imeli 2 dobre priložnosti in na koncu žal izgubili. Na koncu lahko rečem, da tudi malo nezasluženo, da bi si danes zaslužili, če ne drugega, vsaj eno piko. Omenili ste ta razveljavljen gol Gala Kranjčiča. Kako težko je recimo po takšnem šoku, ko se dolgo veseliš gola, pa je ta potem razveljavljen, ohraniti ustrezen ritem? Pa dobro, sej nimaš kaj, greš naprej, sej po tistem golu smo imeli še, mislim, da 2 priložnosti. Nekako smo kontrolirali, prvo polčas smo res kontrolirali, visoko stali, bili agresivni, prihajali do priložnosti, žal pa nismo bili efektivni. Bi lahko rekli, da ste bili na začetku drugega polčasa predvsem morda preveč pasivni? Na začetku, ja, drugi polčas, slabo smo šli v drugi polčas, nismo bili toliko agresivni, nismo bili toliko, kolikor smo bili prvi polčas. Mogoče nas je malo uspavalo in potem smo nekako v 15-20 minuti se dvignali, ampak lih v enem trenutku, ko smo imeli 2 priložnosti za zadetek, so Radomlje dosegli gol. Izgleda, da ne bo nič od troboja za obstanek. Jasno, vi in Nafta se boste, kot kaže, pomerili za to 9. mesto, vsaj tako kaže. Verjetno boste vi že v sredo močno držali pesti proti vašemu bivšemu delodajalcu. Pa dobro, jaz tako, kot zmeraj rečem, mi moramo najprej gledati sebe, da osvajamo piko, vse, kar naš nasprotnik naredi in kar je v prid, da osvojijo čim manj pik, je dobrodošlo. Vendar se pa ne smemo kaj preveč naslanjati na to, ampak se moramo naslanjati na našo igro in pa na naše pike in pa zmage. Najlepša hvala. Danijel Šturm, veliko priložnosti ste imeli z ekipo, predvsem v prvem polčasu, verjetno zaradi tega precej grenkega priokusa na koncu. Ja, sigurno. Pri 0-0 smo si pripravili ogromno priložnosti, ko bi jih mogli zadeti. Tako je v nogometu, če ne daš, dobiš.
Nažalost smo danes izgubili, ampak imamo še 6 tekem, tako da gremo iz tekme v tekmo, pa da si zagotovimo obstanek. Že z vašim trenerjem sva ugotavljala, da ste v drugi del igre krenili malce preveč pasivno, morda veste, kaj je razlog? Ja, ne vem, sigurno smo v drugem polčasu malo padli, mogoče več koncentracije v obrambi, ne vem, kaj da rečem. Mislim, da se moramo zdaj dvigati po temu porazu. Imamo en teden, sledi v soboto že tekma z Olimpijo, nove pike in jih je treba vzeti. Dejan Dončić je dejal, da se morate osredotočiti predvsem nase, ampak verjamem, da boste v sredo gledali tekmo v Lendavi in držali pesti seveda za Mariborčane. Ja, sigurno moramo tle predvsem gledati nase, ampak zdaj se mi zdi, da v tej situaciji ni vse odvisno od nas. Tle se borimo še z Nafto za to 9. mesto in upam, da nam uspe. Hvala. Dejan Vokić, kar dolgo v tej sezoni ste potrebovali, da ste opozorili nase, danes pa v razmiku le nekaj minut do etikete nespornega junaka, verjetno je občutek izjemen. Ja, res je. Lahko potrdim. To, kar se mi letos dogajalo, mislim, da se mi skozi celo kariero ni. Od poškodbe, bolezni, zastrupitve, vsega živega sem imel, tako da hvala Bogu, da sta prišla 2 gola v pomembni tekmi, tako da upam, da bo šlo tako naprej. Predvsem po prvem golu je sledila kar dolga prekinitev. Kako težko je strelcev čakati v takšnih trenutkih? Sigurno je, meni se je to zdaj prvič zgodilo, da se je čakal na potrditev, je gol ali ni. Tako da neka napetost je, čakaš, je gol, ni gol. Na koncu je bilo šlo v pozitivno smer, tako da super. Sicer pa ste res storili velikanski korak proti obstanku med elito, se Radomljanom sploh lahko še kaj zalomi? Sigurno je še dosti tekem do konca, je pa res, da je velik korak, ja. Bila je pomembna tekma, občinski derbi, oni bi zmago prišli blizu, tako da nam je že x igral. Smo pa na koncu zmagali 3 točke, zelo pomembne za naprej, tako da super izhodišče. Hvala. Darjan Slavic, ko ti v srcu sije sonce, te ne zmoči nobena nevihta, je nek rek. Verjetno ga dobro čutite v teh trenutkih. Ja, res je. Če prav dežuje zdaj ob tem, ampak smo veseli, priborjena zmaga od Garana predvsem. Tako da ja, evo, eno stvar smo potrdili, ampak če istočasno zavedamo, da tukaj še ni teoretično konec, je treba oddelati svoje. Res, da teoretično še ni konec, ampak res 9 točk imate prednosti pred Lendavčani in pa Domžalčani. Se lahko Radomljanom sploh še kaj zalomi v boju za obstanek? Pa ja, gledali bomo na to, da ne. Seveda bomo dali vse od sebe, ne bomo se obremevali več spodaj. Normalno, da po 2 zaporednih zmagah pride tudi neka samozavest. Imamo zdaj kar razpored težkih tekem, to, kot smo že večkrat poudarjali. Bo pa lažje. Lažje bo iti v trening, lažje bo iti v teden. Tako da evo, da vidim zdaj tisti pravi obraz. Dobili ste še 4. zaporedni občinski derbi, pa tudi sicer 9 zmag v letošnji sezoni, od tega 8 na tem stadionu. Očitno vam takšne razmere res ustrezajo. Ja, res je. Ok, danes prvi polčas res. Domžale so bile, moramo priznati, boljše. So imeli lepe situacije. Mi nismo šli dobro v igro. Tisto, kar smo se pogovarjali, dogovarjali ni bilo na nivoju, ampak potem v polčasu, v drugem polčasu pa smo pokazali pravi obraz. Tisto, kar nas je vedno krasilo, to še enkrat poudarjam. Tako da fantom vsaka čast, evo, za teh zadnjih 10 dni. Gremo naprej. Cilj za prihodnji teden verjetno še enkrat presenetiti aktualne prvake, sploh zato, ker imajo ti evropsko tekmo. Ja, to so vedno kalkulacije, ampak ko jih pogledamo, ko jih gledamo, s temi glih evropskimi tekmami grejo, bom rekel, še korak više in dinamiki in v razmišljanju. Tako da res moraš biti na visokem nivoju, da dosežeš pozitiven rezultat proti Celju. Mi pa normalno, po eni strani, enkrat smo jih že presenetili, zakaj jih ne bi drugič. Bomo videli torej, če se bo zgodovina ponovila. Hvala za izjavo in srečno.